Na predvečer dneva suverenosti, ki ga praznujemo 25. oktobra in obeležujemo dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje, je območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona v sodelovanju z občino Apače na slovesni prireditvi podeljevalo spominske medalje ob 30-letnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Medalje so prejeli članice in člani združenja, ki imajo podeljen in urejen status veterana. O veteranih vojne za Slovenijo Gornja Radgona predsednik območnega združenja Niko Brus. Radgonski veterani štejemo okrog 700 aktivnih članov in 535 članov z statusom veterana. To pomeni člani, ki so aktivno sodelovali med vojno za Slovenijo. Za današnji dan smo se odločili zato, ker smo tik pred praznikom, 25. oktober, dan suverenosti. Danes pa bomo podelili tukaj, povabili smo k sodelovanju, povabili smo 74 veteranov, ki imajo status v občini Apače in njim bomo danes podelili svečano te medalje. Absolutno z veliko podporo občine Apače, ki nam vedno stoji ob strani. Vrednost spominskih medalj, potem ko smo si izborili suverenost, opisuje Brus takole. Te medalje bi se na žalost morale podeliti že lansko leto. Svečano jih podeljujemo, medalje verjamem in sem prepričan, da bodo prišle v prave roke. Je pa res, če bi se lansko leto, bi teh medalj prejelo kar nekaj več veteranov, ki so žal od lani do letos spokojni. Za generacije, ki se osamosvojitvene vojne ne spomnijo, območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona pripravlja številne aktivnosti. Mi za to mlado generacijo skrbimo z predstavitvijo dogodkov na osnovnih, srednjih šolah in pa po občinah. Skrbimo za predstavitvijo dogodkov, ki jih bomo danes izvedli tudi ob 17. uri za vse krajane. Pričakujem lep obisk in jim predstavimo dogodke z filmom, ki smo ga pripravili za ta namen. Prijemnik spominske medalje Andrej Rugole se dni, ko se je Slovenija osamosvajala, takole spominja. Ja, res je, danes sem prejemnik tega priznanja ob 30. obletnici praznovanja tega dogodka. No, tiste dneve sem pa preživel kot profesionalni vojak prav na območju Prekmurja, v vojašnici Murska Sobota oziroma v rezervni lokaciji dijaškega doma. Aktivnosti pa smo izvajali po širšem Prekmurju, ko smo tako rekoč osvajali obmejne stražarnice po avstrijski meji in madžarski meji. Zdaj že tega kar preteklo veliko časa, so se stvari določene pozabili, ampak nekaj teh stvari pa seveda pozabiti ne moreš nikakor, ostanejo v tebi, v trajnem spominu. Ja, dogajalo se je marsikaj. Ostali so mi najbolj v spominu, da rečem tako, obrazi tistih prestrašnih vojakov, ki so se predali, ki so bili po 2-3 dni lačni, premraženi, čeprav v poletje je pa deževalo, slabo vreme, ko so se predali. Enako tudi stres in strah prisoten v naših vojakih, v očeh naših, so doživljali tudi strese in zlome. Ampak smo tudi to prebrodili. Rugole opozarja, da se je obletnic osamosvajanja zelo pomembno spominjati, da ne bi šle v pozabo in kot opomnik, da se podobni boji ne bi ponovili. Takšne obletnice bi morale biti pravzaprav pogosteje. Lahko bi se, oziroma prav bi bilo, da se vsako leto spomnimo teh dogodkov in da to ostane kot neki trajen datum v opomin in spomin za vse bodoče generacije. Župan občine Apače, ki je slovesno podelitev gostila Andrej Štajer o občutkih pred podelitvijo in vzdušju med veterani. Ja, moram reči, da v času vojne za Slovenijo sem bil najstnik, zapravi okrog 6. razred osnovne šole in takrat sem spremljal dogajanje predvsem preko mojih starejših bratrancev, stricov, seveda, ki so predvsem stricov, ki so bili dejansko vključeni in tudi doživljali vse te takrat grozote, lahko rečemo, tako da so spoštovanje do naših veteranov oziroma do vseh veteranov vojne za Slovenijo
Pomembno je, da to ohranjamo v naši zavesti, kajti kolikor tega nimamo, bo potem tudi vrednota tega, kar imamo, toliko nižja. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da tudi take dogodke podpiramo in jih obeležujemo, da sodelujemo z veterani in da to ohranjamo tudi za naše rodove, ki prihajajo za nami. Vsak tak dogodek je izjemnega pomena, kljub temu, da je bilo 10-dnevna vojna, da ni bilo to ne vem kako dolgo obdobje, vseeno je bilo ključen trenutek, kar se tiče našega naroda, da pride do tistega, kar si je že dolga, ne desetletja, ampak stoletja želel. Apaška dolina je bila sicer že zgodovinsko pogojeno nemirno področje, katerega prebivalci si želijo živeti v miru. Tako je. Mislim, da če kje, potem pri nas vemo, kako je biti razdeljen, kako je živeti v nekem strahu. Predvsem starejši ljudje še marsikaj znajo povedati iz tistega obdobja. Preživela je naša Apaška dolina eno neravno lepo obdobje, predvsem po drugi svetovni vojni. Ja. In od takrat naprej mislim, da je bilo tukaj veliko nekega negativnega občutka vnešenega med ljudi. Čeprav ljudje so tukaj živeli v miru, tudi po prvi svetovni vojni, tudi po priključitvi dela Apaškega polja k Sloveniji oziroma takratni SHS, ljudje so živeli v miru tu, dokler ni seveda posegla not višja sila oziroma politika. In jaz mislim, da moramo tudi to ozaveščati, da vzdržujemo mir in da živimo v miru naprej. Zgodovina je za učbenike in tam mora ostati vsekakor zapisana z pravimi besedami, da to ozaveščamo, gledati moramo pa naprej, predvsem na to, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. V nadaljevanju po slovesni podelitvi medalj so prikazali na prireditvi še dogodke osamosvojitvene vojne 1991 na področju upravne enote Gornja Radgona.